Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Zgradbe in zgodbe. V tokratnem videu smo se pogovarjali z Niko Curk, arhitektko in lastnico stanovanja v Murglah, ki ga je oblikovala v svoj sanjski dom. Predstavili vam bomo projekt, v katerem je bil poudarek na ohranjanju naravnih elementov in združevanju obstoječega z moderno notranjo opremo. Se mi zdi, da se super počuti v tem stanovanju, kako pa ne, če sva si ga oblikovala zase po svoji meri. To se mi zdi, da je tudi čar, da snuješ ne samo zase, ampak da v bistvu imaš arhitekta, ki ti pomaga narediti stanovanje po tvoji meri, če imaš to možnost. Ja, največja kvaliteta tega prostora ali pa morda prenove tega stanovanja se mi zdi ravno to, da je šlo pri načrtovanju za prenovo. To pomeni, da sem upoštevala naravne danosti, kontekst, da sem upoštevala to, da je bilo smiselno ohranjati naraven dosje parket, ker je po celem prostoru potekal enakomerno od enega dela do drugega konca stanovanja. Pomembno se mi zdi tudi to, da sva ohranjala s partnerjem obstoječo mizo črno z obstoječimi tonetovimi stoli in sva jih potem pokombinirala z anonimno, recimo temu belo notranjo opremo, ki zaokroža to stanovanje. Hkrati pa se mi zdi pomembno tudi to, da sem rušila oziroma odstirala samo tiste stene, ki so bile nujno potrebne, morda parapete, ker tukaj je bilo prej balkonsko okno z vrati in spodaj parapet in zaradi temne ograje potem ni šlo veliko svetlobe v stanovanje. Sem Nika Curk Nagode in sem v bistvu to stanovanje v Murglah zasnovala zase in za partnerja. Gre za stanovanje v Murglah. Prej se je nahajalo stanovanje v enodružinski hiši, kjer so bili v spodnjih prostorih bivalni prostori, v prvem nadstropju pa so bile sobe in spalnice. Zdaj pa gre za to, da je partnerjeva mama v pritličju v svojem novem stanovanju, midva pa sva si zgoraj uredila svoj dom v prvem nadstropju. Sem povezana z birojem Curk Arhitektura in oni na srečo poznajo dosti izvajalcev, tako da se mi zdi zelo pametno sodelovanje morda na tej točki z arhitektom ali pa z nekom, ki se morda malo bolj spozna tudi na to. Tako da so mi kar oni v bistvu priporočili v biroju izvajalce, ki sem jih potem zbrala. Čistko po ustnem priporočilu, malo se pa tudi zaneseš, pa upaš, da bo vse v redu. Zdi se mi pa tudi to pomembno, da si čim več časa zraven, kar pač vem, da ni vedno mogoče, v najnem primeru je na srečo bilo. V bistvu je situacija taka, da mojega mojstra pred tem projektom še nisem poznala oziroma sem morda samo poznala, pa nisem zares iskala prek njega izvajalcev. Je pa res, da se zdaj po tem stanovanju ali pa sočasno lotevamo tudi prenove spodnjega stanovanja v Tašče in sem ravno za njo iskala tapicerije in neke druge zunanje izvajalce prek mojega mojstra. Midva sva imela v bistvu srečo, ker je gradnja potekala nekako med drugim valom korone in je bila sreča v tem, da sem bila lahko sama prisotna skoraj vsak dan v času gradnje. Že v času gradnje, to je bil še kar velik izziv, sem lahko delala od doma prek Zooma in spremljala delavce. Z njimi v bistvu nismo imeli nobenih problemov, zelo so bili super. Gradnja je potekala hitro, zaradi tega, ker smo imeli najeto gradbeno firmo, zato so v bistvu vsa gradbena dela skoraj v enem mesecu končali. Potem se je pa začelo čakanje na izvajalce, recimo keramike ali pa izvajalce za ograjo, ki jo tudi imamo na novo narejeno, pa izvajalce parketa in kasneje potem po skoraj enem letu ali pa recimo pol leta od začetka gradnje pa še sva se povezala z izvajalcem notranje opreme in stekel teh drsnih. Tako da v bistvu sama gradbena faza je potekala zelo hitro, potem pa vse ostalo usklajevanje pa malo daljne. Glavna vizija je bila verjetno ohranjanje nekih kvalitet, ki so že v prostoru, ker sem že prej omenila, da gre za prenovo. Ena izmed glavnih želja je bila tudi to, da smo v dobrih odnosih s sostanovalko spodaj, a ne seveda, in da v bistvu skupaj živimo v dobrih odnosih ali pa v dobrem razmerju, tako da nisva tudi svojim posegom želela preveč posegati v njen prostor. Mislim, ker se mi zdi tudi tako, da je malo stigmatiziran ta odnos, da živiš morda nad starši ali pa nad starši od partnerja in se mi zdi, da smo morda s tem projektom skušali to preseči, da lahko sobivaš v klasični slovenski hiši nad starši, tudi v dobrih odnosih, tudi v zelo kvalitetno zasnovanem stanovanju in kvalitetno prenovljeni hiši, da ne gre za prizidke morda, ki štrlijo izven konteksta.
da se lahko lepo vklopiš v celotno to situacijo sobivanja, mladi, stari. Kar je bilo zelo dobro, kar so že izvajalci prve hiše oziroma hiše, kamor sva se naselila, zelo dobro pazili, je zato, da je parket potekal od enega konca do drugega. Tako da tudi v tem prostoru sva dala stran stene, ampak se v bistvu na tleh sploh ne vidi, kje so stene prej stale, zaradi tega, ker je v bistvu tudi potem izvajalec novega parketa toliko dobro zadev barvo materiala, barvo lesa, toliko v redu do štukov, da se sploh ne vidi, kje je bila stena. Poleg tega so bili tudi nivoji ene in druge sobe zelo podobne. Mislim, da je bilo razlike za par milimetrov in smo potem v bistvu samo prek brušenja naredili ta prehod med dvema sobama. Ohranjala sem ga prav zaradi tega, ker je v bistvu v prostoru že bil in se idealno oziroma se sklada z obstoječimi okni. Ta so sicer nova, ampak tukaj so stala prej tudi lesena okna v izgledu češnje in ta rdeč parket se tudi poveže z zunanjščino, torej z opečno fasado. Knjižnica, ki se danes nahaja v osrčju stanovanja, v središču, takoj ko vstopiš v prostor. Prej je bil pa to hodnik zazidan iz vseh strani s 5 vrati, obdan s 5 vrati. V ta hodnik ni dostopala svetloba in s podiranjem teh predelnih vmesnih sten z vrati je v bistvu knjižnica dobila svetlobo iz obeh strani, iz severa in iz juga in je zdaj nov kvaliteten prostor. Je pa potem zelo lepo oblikovana tudi kopalnica, kjer je bil en zelo velik premik od prejšnje situacije ta, da na mestu, kjer zdaj stoji kopalnica in veža, je bila prej samo ena velika kopalnica, ki smo jo predelili s steklenimi stenami, ravno zaradi tega, ker je zdaj nova kopalnica zelo majhna in zato, da lahko pride not veliko svetlobe v kopalnico, iz kopalnice nazaj ven. V kopalnici je sicer eno majhno okno, ampak zaradi steklenih sten v bistvu svetloba prehaja in ni s tem problemov. Hkrati pa steklene stene tudi vizualno povečajo prostor. V kopalnici sva recimo spet neko anonimno opremo, notranje belo pohištvo želela kombinirati z molekula lučko ob ogledalu. Zaenkrat je ogledalo Ikea, ampak sva rekla, da morava skombinirati recimo dizajnerske kose z nekimi cenejšimi ali pa mogoče te cenejše v prihodnosti, v prihodnjih letih nadomestiti z nekimi dizajnerskimi kosi. Hkrati pa sva v kopalnico umestila še skaleto, ki je pa recimo en tak dizajnerski kos. Glavno pri tem projektu se mi zdi to, da gre za anonimno pohištvo. Pohištvo je izdelano iz akrilnih plošč, v kuhinji je kombinirano iz keroka in kovinske obloge. Glavno pri izgledu se mi je zdelo to, da je mat bel izgled, ki ga lahko potem kombinirava s partnerjem, ker sva oba arhitektka in direktor fotografije oziroma umetnostni zgodovinar, ker sva oba umetnika in si želiva nabora raznih umetniških del, slik ali pa morda artefaktov, stolov, luči. In se mi zdi, da moraš najti to pravo mero med anonimnim oblikovanjem pohištva, če želiš not vstavljati neke umetniške kose. Recimo, zdi se mi posebej pomembno izpostaviti to, da je v vsakem prostoru, ki sem ga oblikovala, vsaj 1 do 2 umetniška recimo kosa ali pa dizajnerska kosa ali pa recimo dizajnerska klasika. V tem prostoru, kjer smo zdaj, vidimo Suhadolčeve lajte, Pručkov lajt, vidimo recimo tudi luč PH5 od Polsna in Tonetovi stoli, ki so pač potem skombinirani v celotno podobo te sobe. Tako da v vsakem prostoru, potem tudi v kabinetu, ima kraljeve stole in ležalnik, tako da nekako vpleteva neke te dizajnerske kose z anonimnim pohištvom. Sodelovali smo pri tem projektu s Starle Svetili in tudi v bistvu sva imela srečo, da je bilo stanovanje že prej zelo dobro opremljeno, tako da sva eno luč obdržala od prej, ene luči so pa nove. Tako da tudi na začetku, ko sva se v stanovanje vselila, sva imela nad mizo Ikeino luč, ki sva jo potem čez 1 leto nadomestila s Polsnovo. Tako se mi zdi, da lahko mogoče začneš na neki točki, pa jo potem nadgrajuješ sproti, če ti je to pomembno. Morda je to zdaj trenutno moderno, pa mi je zato všeč ali pa nam je zato nasplošno všeč, da imamo rastline v svojem domu. Po eni strani se mi pa zdi predvsem to, da dajo nek občutek narave, topline, zapolnijo prostor, hkrati se pa povežejo tudi v tem konceptu tega bivalnega prostora, se povežejo z zunanjo naravo. In tudi okna so zasnovana tako, da jih poleti lahko odpremo in se bivalni del kar podaljša v zeleno okolico.
Pri tem sva imela srečo, ker je stanovanje že prej bilo ogrevano na radiatorje, razen v kopalnici je bilo talno gretje, ki smo ga samo prenovili, tako da v kopalnici je samo talno gretje in skaleta, ki je sicer bolj dizajnerski kos, kot da dejansko, ogreva brisače, ne pa prostora. V tem delu so bili prej, v bivalnem delu so bili prej radiatorji pod okni in en radiator je bil še na steni, ki smo pa vse tri v bistvu preračunali v biroju. Bil je narejen preračun, kakšna je potrebna ogrevalna energija za določen prostor in smo potem na podlagi tega zbrali dva primerna radiatorja, ki lahko celotno to bivalno površino, ki so prej 3 radiatorji ogrevali, onega sama zadostita. Ker gre za murgelsko hišo ali pa morda podobno tipologijo, kot so tudi te enodružinske hiše od Ivanškov, gre za to, da po zimi je sonce izjemoma zelo nizko in posije v stanovanju, medtem ko poleti je sonce višje in tudi na ta način se ne pregreva tako stanovanje, ne. Mogoče se premalo zavedamo, kako je pomemben morda tudi arhitekt kot nek mediator ali pa dirigent v celotni tej zgodbi prenove in da se drug drugega poslušamo. Pač po eni strani gre za pogovor, po eni strani pa gre za oblikovanje, ne? Oboje se mi zdi pomembno. In pri oblikovanju se mi zdi pomembno iz arhitekturnega vidika ravno to, da pravo mero določenih elementov daš v prostor. Je še ena kvaliteta, ki se mi pa zdi v bistvu zelo pomembna za ta projekt, ravno to, da nismo pozidali vsega prostora, ki je bil na voljo. Ker vsak tudi, ki pride na obisk, nama reče, zakaj nismo pozidala 70 kvadratov garaže, prostora nad garažo, ampak ravno zato, ker gre za pravo mero notranjega prostora, zunanjega prostora, grajenega in negrajenega in zato, da se zunanja terasa v času poletja spremeni v neko zunanjo dnevno sobo, ki je polna ljudi, obiskov, ker oba dva s partnerjem zelo rada gostiva in imava recimo temu piknike. Tako da mogoče to, Mogoče se mi zdi prava kvaliteta vsega oblikovanja prostorov ravno v pravi meri. Grajenega, negrajenega, oblikovanega, neoblikovanega, cenovno ugodnega in morda malenkost dražjega. Če vam je bil video všeč, vam bomo zelo hvaležni za klik na like gumb. Za še več uporabnih nasvetov se lahko naročite na naš YouTube kanal Moj Mojster TV, kjer redno objavljamo nove zanimive vsebine, ki vam bodo v pomoč pri gradnji ali pri prenovi.